Dobro jutro, Valentinovo po Valentinu. Včeraj je bil dan zaljubljencev, ne? In vsi smo se imeli radi, vsem vse lepo, krasno, rožice pozornosti. Včeraj so bile dovoljene sanje, danes pa je nov dan, ne? Danes pa spet gremo na tisto staro znano mržnjo, pronađi žrtvu i ponizije, je rekel Bajaga. R.E.M. so pa pel o tem, da izgubljajo svojo religijo, svoje prepričanje v to, kar nam je bilo rečeno, da je. Ne? Včasih je bilo rečeno, Bog je tam, hudič je tam, ovo in ljudje so verjeli. Religija je po mojem občutku malo zgubila to moč, pa so poparjeli, bom rekel, znanost, ne, veliki pok, verjemi v znanost, varno in učinkovito, pa je nekako ta znanost zdaj popušča, zdaj pa bomo rekli, že skoraj mediji prevzemajo to vlogo, verjemi nam, da je vse v redu. Torej, neznani leteči predmeti so nad Ameriko k norc. Baje, zmanjkuje municije, ne, za Ukrajino. Si po svoje tu dober podatek, ne, enkrat že tega zmanjka, da se nehamo tepsti s puškami. Kdo se je to zmislil? Valjda, da ne ljudje. Ne, ljudje se ne pobijamo, če nas ne sprovocirajo. Tudi nek članek je bil v reviji, ljudje smo krvoločna bitja. Halo, ne pa nismo. Tisti, ki govorijo, da smo krvoločni ljudje, pol se oni devajo kar med nas ljudi, pa niso ljudje. Ja? In zdaj moramo počasi priti do reči Bobu Bob. In jaz imam tlele en dober zapis, ki pravi no contact, no guilt. Brez nič kontakta in nič krivde. Nikoli jim ni bilo žal, niso obžalovali, ker so nas prizadevali, ne samo enkrat, mnogokrat, in zato se ne počutite krive, da jih odrežete. Imate pravico, da zaščitite svojo energijo pred toksičnimi ljudmi, četudi so to družinski člani, ja? They already had their chance to show their true colors. Imeli so svojo priložnost, da nam pokažejo svoje prave barve. Znova in znova. To sem povzel, prevedel po Johnu Marku Greenu. Dajmo se zavedati, da res živimo v eni veliki banani, da nam probajo razlagati svašta. Farizejev po Sloveniji, ki so aktivni, zelo aktivni, je mnogo. Ljudi po večini prepričujejo, naj delajo to, naj se udejstvujejo tako, naj kupijo to, naj naredijo še to. Zelo malo pa je tistih, ki pravijo, poglobi se vase. Bodi. To je dovolj. Ne razmišljaj o tem, kaj moraš narediti, da boš dober član te družbe. Ne, bodi, za začetek bodi, to je to. Zdaj probajo nas seveda šest rešiti. Začel sem z NLP-ji, pa pri nas mediji, da je Ukrajina šaštala. Zdaj ta Turčija tudi postaja čedalje bolj sumljiva, kaj je res, kaj ni res, kaj je naravno, kaj ni naravno. Jaz se ne bom spuščal v te detajle. Bolj pa je zanimivo to ustraševanje s prašičjo kugo. Ne? Zdaj, če ni bilo dost prvi, kaj so že bile, Omikron, pa Alfa, pa Omega, pa Monkeypox, ali kaj že, Moxipont, zdaj pa že pejmo na polje gripa prišla malo nazaj, zdaj pa prašičja kuga. No, pa še NLP, zdaj Biden je mu govor tak, da se poščiješ, ne, se je mogoče bilo fajn, če bi si ga poiskali ali pa da ga prilimam zraven. Skratka, pri nas pa nič, ne, torej pozabili so lagati. Super, to je čas, da zaspanci odprejo oči pa rečejo, pa čak sam mal. No, ampak ne še, ker norost ne pozna meja, bomo se ukvarjali bolj s planico, bomo se bolj skoki, bomo se ukvarjali s stvarmi, ki, bom rekel, delajo zabavo, entertainment, ne. No, nas so v bistvu te pijavke hude, kakor je rekel Magnifico na kulturnem prazniku, ne vem katerega leta, te pijavke hude nas probajo spraviti v mizerijo, v bom rekel, survival mode. To je preživetveno
fazo, ne, ko si v stanju preživetja. In stanje preživetja, survival mode, je lahko faza v življenju. Ne more pa biti življenje tako. In dajte ta survival mode vseb najti, koliko imate moči, ker v bistvu šele ko je osebna moč edino, kar vam ostane na razpolago, da rečete odpiči, takrat ugotovite, koliko pravzaprav imate moči. Torej survival mode, preživetveno obdobje ni namenjeno, da ga živimo. In ker je bilo včeraj Valentinovo, a ne, bi lahko vsak malo začutil, da to, kaj dela človeka srečnega, je v bistvu, kadar človek da. Da človeka osreči tisti moment, kadar vzame, kadar grabi k sebi, kadar si kopiči stvari, takrat pa je vesel ego. To je rekel Osho. Jaz Oshota imam zaenkrat še na svetli strani. Marsikaj se lahko spremeni in obrne, tako kot sem jo okrog Tesla, ampak okej, ne bomo se kaj noter zatikali zdaj. Vsekakor je v znanosti stvar poimenovana energija, v religiji spirit, na ulici se temu reče vibration, imaš good vibe, kakorkoli, dajte temu zaupati. To je naš notranji instinkt in ni tukaj džabe, brez veze, ni naključen in dajmo se nasloniti na to. Ne na to, kaj govorijo mediji, ne na to, kaj govorijo farizeji, ne na to, kaj govorim konec koncev jaz, naj se nasloni vsak na sebe in v sebi ugotovi, a ne, kaj je vodilo, kaj je bistvo. Mogoče še en tak notranji kompas, zmeri kaže prav. Moralno-etični kompas vedno kaže prav. In zaupajte mu. Ne zaupajte ljudem, ki so tukaj z namenom, da vam znižajo, bom rekel, ta samopodobo in mnenje o samem sebi. Ali so to samo bile laži in varke, varajmo se barjoš malo. Ne vem, če ima on glih prav, ampak ja, laži in prevare pa so bile čist vse. Zadnje 3 leta se ukvarjamo s prepoznavanjem ne samo korone, ampak globalno celotnega stanja na našem planetu, stanje našega obstoja, kako smo sploh funkcionirali na način, o katerem se nikoli ni nič govorilo. Zdaj mi to moramo spoznavati in deliti naprej. Vprašanje je res, ali nas bo Q, Q nas fizično ne bo rešil se bo vsak posameznik. Q deluje v ozadju, ne glede na to, kakšna so deljena mnenja. Se je zgodilo, se ni zgodilo. Jaz pravim, Q je inteligenca, ki obvešča, da se nekaj dogaja. Če Q ne bi obstajal, potem bi plan Q-ja je velik. In če ne bi delovali po temu planu, od Q-ja, bi mi delovali po planu temačnih. Depopulacija, agenda 2025-2030, Davos, NVO in tako. New World Order bomo mi obrnili v Natural World Order. Se pravi, nov svetovni red bomo dali v naravni svetovni red. Ker mi spadamo v naravo, narava je naš dom, ne pobeg iz realnosti, ampak tam smo mi doma. Tam dobimo vibracije, mnogokrat probam spodbujati, poglejte sonce, pejte v naravo, stopite v vodo, skočite v vodo, hodite po vodi, se je zmrznila, ne? Ni bil Jezus edini, ki je hodil po vodi. Butalci hodimo pa drsamo že en lep čas. In osu gre samo enkrat na let, butalc gre malo večkrat, v zadnjem času smo pa rekli, ok, pa dajmo iz tega narediti umetnostno drsanje. In že uživamo na teh ledenih, bom rekel, zdrsljivih ploščah, kjer smo ugotovili, da v bistvu je vse ok, če zaupamo sebi, drsalkam, ledu, mrazu. Vse štima, vse je ok, ne verjemite, zablodam, ne padite na ustrahovanje, ker vse je kul. Ideja je v tem, da svet lahko razpade na osnovi tega, ko bomo govorili in spregovorili o resnici. Jo je pa treba seveda najprej prepoznati in v bistvu
počasi, vse kar se mene tiče, pa še marsikoga, besede lažnivcev nimajo več moči. Začutimo vibracijo, vidimo na izrazih, obrazu, da je prisotno nekaj drugega, kot tisto, kaj leti iz ust. Ne? In recimo še ena taka dobra, kako veš, da narcis ne laže? Zato, ko ima ustnice skupaj. Ne? Takrat ne laže. Naša sreča je bila na vrvici, na koncu pa Moni pravi, da je sreča brez vrvice. Spustite. Pust je tle. Pust pravi, spust, ne drž, spust. Ne? Če ne moreš tako spustiti, pa daj masko na glavo, pa pol spust, pa da vidiš, kako to gre. Želim, da se imate lepo, da tudi vi mičken zdaj ta pustni čas vas že praska po notranjosti, ker ipak pust ima neki vseb in pust je bil naš praznik, bom rekel nas ljudi vedno, cerkev ga nikoli ni marala. Ne? Torej je v redu, ne? Če cerkev ni marala pusta, pol je pust naš, ne? Drži. Imejte se prečudovito, uživajte, zabavajte se. Čau!